Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o upanju oziroma nasprotju obupu. Vemo, da za mnoge so časi turbulentni. Dejstvo je, da to, kar se zdaj dogaja, nesigurnost, virus, odpuščanja, manj denarja, vse to vpliva na ljudi, da jim pritisne na najbolj globoke rane. In najbolj globoke rane so lahko povezane tudi s strahom glede preživetja, strahom glede materialnega, pred izgubo materialnega, in ko se začneš ciklati v neki negativni energiji in ne želiš spustiti in lahko obtičiš. In ta, ko obtičiš, je lahko izhod, ki ni ta prav. Veste, pred časom, ko sem predelovala ene take moje globoke karmične odnose, mi je šlo skozi možgane misel, saj te nihče nima rad, je sploh vreden živeti. In ko sem se ustavila, sem rekla, kaj se meni vrti po glavi, pa to ni moje. To ni moje, to so vsiljene misli, ki jih ne želim več misliti. In dobesedno, veste, ko se ti začne dogajati, se ni vredno, se nič ne gre, se ti ne bo ratalo. To ni tvoje. Ali pa je mogoče tvoj program, ki ga duša nosi s seboj, in so to misli, ki jih je tvoja duša že nekoč mislila, prenesla s seboj in so se aktivirale ob določenem sklopu dogodkov in enostavno, potem se začne vrteti, veste, kot cikel. Saj nič ni vreden, saj ti ne bo šlo, saj ne bo. Ne bom naprej razlagala, ampak obup ni glih najboljša varianta, ampak v bistvu slovenski izraz za up, se pravi, ko nimaš več upanja. No, o teh čustvih sem pisala v knjigi Ko ima življenje žur, in prav obup je tisti, ki dejansko povzroči, da se nehaš truditi, da nehaš vlagati energijo, da obtičiš, da te zajame tema. No, zdaj pa pojdimo na rešitve. Kako se iz tega ven zbrskati? Eno moramo razumeti, da smo mi vsi energijska bitja, da smo mnogo več kot samo to fizično telo, in dejstvo je, da energije vstopajo tukaj preko solarnega pleksusa. Prav solarni pleksus je, tukaj vstopajo energije. In vse, kar je od pasu navzdol, je povezano s preteklostjo. No, mogoče, da si boste lažje predstavljali, vam bom poiskala v tej knjigi Ko ima življenje žur sliko, glejte tole. In tukaj vidite, da je to Leonardo da Vinci prišel do tukajle. Jaz sem, ko sem to knjigo pisala, sem prišla do tega, da bi nek sistem 12 čakr v nekem zaporedju najdla, ker nisem tega najdla, s častilom sem risala do 1:30, obupala in temu človeku sem, glejte, stegnila roke. Sem prišla do energijskega zapisa duše, DNK duše. In vsak izmed nas ima mersko enoto s seboj in to je točno tole. In če ste verni oziroma če ste bili kdaj v cerkvi, veste, da je to upodobljeno tretje oko. Druga zadeva pa, to je lahko tudi kot nek joni, ustje, nožnice, ali pa če takole damo, je to lahko maternica, je to tako, lejte. V glavnem, in zdaj, če gledamo, da ima vsak to mersko enoto s seboj. No, in jaz sem omečka nazaj pomaknila od popka navzgor, to je solarni pleksus, tukaj je srčna čakra. In dejstvo je, da mi te programe prinesemo s sabo zakodirane. In potem logično duša izbere podobne situacije, da ozavesti bolečino in je tisto, no, da vidimo, če boš spet se spotaknila na isti stopnički. In seveda, mnogi padajo, mnogi pa zrastejo. To je pa zdaj odločitev duše, kaj boš naredil, tvoja odločitev, ker si tukaj na zemlji z namenom, da narediš naslednji korak. In takrat, ko je najtežje, takrat, to so tiste stopničke, ki jih v življenju prestopamo. No, in zdaj, če pogledamo, tisto, kar je povezano s preteklimi življenji, je od popka navzdol. In od popka navzdol je tukaj zadaj ena čakra, se ji reče Ming Ming, in ta čakra je tako kot črpalka, črpa energijo. In tisti, ki imate nizek krvni tlak, pomeni, da črpa ta vaša črpalka žalost. Žalost upočasni črpanje.
Po drugi strani, tisti, ki imate pa visok krvni tlak, je pa povezan s potlačeno jezo, ki jo vaša duša nosi s sabo že v življenju. Jeza, zamera, veste, ta vroča čustva. Po drugi strani, ženske, ki zbolevate za rakom, ki imate težave, miomi na maternici in tako naprej, se pravi, ste bile ranjene kot ženske in imate ta del za predelati v svojem življenju. No, zdaj pa kako si pomagati iz tega ven. V glavnem, prva zadeva je potrebno poskrbeti za zaščito svojega energijskega polja. Ne vem, če sem o tem že govorila, ampak jaz sem si zdaj darilo kupila za sebe in sem si kupila roževce. No, in v glavnem, roževec, kamen, je namenjen za zaščito energijskega polja in ga lahko nosite v žepu, še boljš pa je, da ga nosite točno na srčni čakri, zaradi tega, ker komplementarne barve, da si boste lažje predstavljali, se pravi, če dolgo časa gledate v zeleno barvo, nasprotna barva zeleni je pa roza. In prav roza čisti srčno čakro. Tako da v bistvu lahko s temi kamni, s temi kristali si pomagamo dobiti zdravja. Ker tisti kristal, ki te pokliče, ki te nekaj privlači, dajte začeti nositi kristale. Zdaj pa pri kristalih je pomembno, da jih ščiste. Treba jih je dati pod tekočo vodo, da se očistijo, mogoče takrat, ko greste pod tuš, da teče voda na njih, da se ščisti in potem jih spet date na sebe. Tako da jaz sem se zdaj tako odločila, ta obdobje imam zanimiv, zaradi tega, ker občutim energijske napade. In tudi vas, če vas večkrat zvije v želodcu, kar iz zraka, je lahko to povezano tudi s škodoželjnostjo drugih ljudi. Ampak ta škodoželjnost drugih ljudi ni povezana niti ne toliko iz tega življenja kot to, da duša mora izkusiti prav take odnose, prav to, da ali narediš korak naprej in blagoslavljaš, ali pa v nasprotnem primeru, da preklinjaš in narediš korak nazaj, ali pa še hujš, da v bistvu se čist zapleteš ali celo narediš samomor. In tukaj noter, glejte, vsak izmed nas, vem, da je že kdaj padel, ga verjetno ni človeka, in gre se pa za to, ne da ne pademo, ampak da ostaneš, greš naprej, se naučiš lekcijo, blagosloviš in pošiljaš vsem tem ljudem samo blagoslov. Ne prekletstvo, ne jeze in ozavestiš vse te odnose, veste, kot ti nekaj kar zavibrira, mogoče pri kakšnih sorodnikih. No, kaj se moram naučiti? Pri nekaterih se morate naučiti samo meje postaviti in ne spuščati tja jeze. Pri nekaterih odpuščanja, pri nekaterih, ne vem, postaviti se za sebe, pri nekaterih mogoče reči, zdaj pa dovolj, ne vem. To se duša uči in dajte spoštovati modrost svojega telesa, da tista prva misel, ki vam gre skozi možgane, ker rečeš, kaj se učim s tem odnosom. Prva misel je ta prava, to je sporočilo vašega srca. In potem se vklopi pa reče, ne, to pa že ni res. Ampak to je resnica. Začnite poslušati vašo intuicijo, zato ker jo imate, ker vaša intuicija vas vodi. Glejte, duša nam želi sporočati, nam želi pomagati, vodniki nam želijo pomagati. Pa se ti sanja nekaj, pa rečeš, a veš, kaj se mi sanja, pa potlačiš. Vodniki sporočajo. Recimo zadnjič ena gospa rekla, pa se je ena mačka pojavila kar od nekje, od nikodar, in je šla k partnerju na prsa. A ni zanimivo? In ja, imel je zelo obremenjeno srčno čakro. A ni zanimivo? In živali po drugi strani ravno tako nas zdravijo. Živali, veste, ko te pokliče nekaj, tukaj so zato, da nam pomagajo, da gremo naprej. In dajte začeti se obračati na angele, dajte začeti prositi, naj vam ne pride pomoč od nekje. Res je, da pogosto pride pomoč preko ljudi, da ni nujno, da kar pride iz nebes, in dajte tudi to vzeti. In zdaj za konec še eno sporočilo za vas, da vidimo, kakšno je sporočilo stvarstva ta trenutek za vas, ki ste gledali video do konca. Za vas je sporočilo, ti si boginja, ustvarjalka nove dobe, zavedaj se, tebe vodi srce. Začni se sprejemati. Začni sprejemati svoje žensko telo.
taka kot si v redu. Tudi moški, začnite se sprejemati. V meni je neskončna inteligenca, jaz sem hči večnosti. Moje srce napolnjuje brezpogojna ljubezen. V meni so mir, ubranost in uspeh na vseh področjih. Stvarnik je moj večni vir. Vse moje duhovne, duševne in gmotne potrebe so izpolnjene v vsakem času in prostoru. Jaz sem povezana z rodovitnostjo. No, in ker si povezana z rodovitnostjo in druga karta, ki je ven prišla, stvarjenja, v meni se vsak dan rojeva nova energija, ker jaz sem plodnost in obilje. In a veste, ko se začnemo tega zavedati, da smo več, se da ustvariti, da zavestno lahko ustvarimo nekaj, da ko napišeš želje, se bojo tudi uresničile. In veste, ko bomo prišli v to vibracijo ljubezni, sočutja, miline, takrat bo lažje. In tudi sočutje do drugih ljudi, ker ja, vsak človek dela najboljš, kar pač zmore in zna v danem trenutku. Tudi tisti ljudje, ki stopajo po nas, delajo samo to, kar znajo in zmorejo. Tako da, to so naši učitelji, naši čustveni trenerji, ki jih potrebujemo na naši poti naprej. Tako da, delajte na sebi, imejte se radi in poskrbite za svoje dobro počutje.